Sam Jezus v evangelijih navaja nekatere stvari o njegovem prihodu in o prihodnosti. Potem, če berete liste apostola Pavla in Petra, pa tudi Janeza, ampak največ to ima Pavel, ker ima največ teh listov, pa obravnava potem tudi on to zadevo malo bolj podrobno, torej kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Posebno veste, tam v listu Tesaloničanom je napovedal Kristus svoj prihod in oni so pričakovali, da bo ta prihod kaj kmalu. In so potem tudi oznanjali skorajšnji prihod. Medtem so nekateri umrli in ljudje so bili v dvomih, kaj pa sedaj s temi, ko niso pričakali Kristovega prihoda. Kaj bo z njimi? So se zastonj opredelili za krščanstvo, so zastonj umrli mučeniške smrti in tako naprej. Ne, pravi Pavel, tukaj je druga stvar. Ti, ki so zaspali v Gospodu, bodo prav tako z živimi unešeni Gospodu naproti. Tukaj potem, če gremo v te dogodke, je Jezus tam v Matejevem evangeliju pripovedoval, kaj vse se bo zgodilo. Potem te dogodke tudi opisuje apostol Pavel. Ampak na prvi pogled že vidimo dve nasprotje, kontradiktornosti, ki pa nista kontradiktorne. Enkrat slišimo, beremo, da bo Jezus Kristus prišel kot tat, skrivaj vzel nekaj. Na drugem mestu pa Jezus sam pravi, da bo prišel v vsem sijaju, bližje, da ga bo videlo vsako oko in tak naprej. In tu potem zdaj nastane dvom, kaj in kako. Naprimer, če vzamemo tukaj v Matejevem evangeliju eno besedo, ki je dovolj znana, tam v 24. poglavju, ko o tem govori, pravi takole tam v 29. vrstici, imam Hraskov prevod tukaj, precej pa po stiski tisti dni otemni sonce in mesec ne da svetlobe svoje in zvezde bodo padale z neba in sile nebeške se bodo gibale. In tedaj se prikaže na nebu znamenje Sinu človekovega. In tedaj zaplakajo vsi rodovi zemlje in bodo videli Sina človekovega, da prihaja na nebeških oblakih z močjo in slavo veliko. Torej to poudarjam. In pošlje angele svoje z močnim glasom trobente in zbero izvoljence njegove od četveri vetrov, od konca nebes do njih kraja. Torej, tukaj vidimo podatek, Jezus sam pravi, da bo njegov prihod slaven, mogočen in tako naprej. Da bo. Potem pa tam, ko naprimer beremo med drugim v prvem listu Tesaloničanom, v 4. poglavju, 13. vrsta pa naprej. Nočemo pa, da ne bi vedeli, bratje, za pokojne, da se ne žalostite, kakor tudi drugi, ki nimajo upanja. To sem malo prej tudi povedal. Kajti, če verujemo, da je Jezus umrl in vstal, tako bo tudi Bog tiste, ki so zaspali po Jezusu, pripeljal z njim. To namreč vam pravimo po besedi Gospodovi, da mi živeči, ki preostanemo za prihod Gospodov, nikakor ne prehitimo teh, ki so zaspali. Kaj ti Gospod sam stopi doli iz nebes s poveljem, z glasom nad angela in s trobento Božjo in mrtvi v Kristu vstanejo najprej. Potem bomo mi živeči, ki preostanemo z njim vzeti v oblakih, Gospodu naproti v zrak. In tako bomo vedno z Gospodom. Zato se tolažite med seboj s temi besedami. No in še na drugem mestu potem tudi pravi, da bo prišel kot tat. Zavedati se moramo, da Sveto pismo govori o dveh prihodih. Prvič govori o Jezusovem prihodu po njegovo cerkev, kot nevesto. Ob drugem prihodu pa govori za Žide, za Izrael. Torej, če že na kratko predstavimo to matrico v tem vidiku. Cerkev kot taka se je pojavila znotraj zgodovine kot nekaj nenavadnega, neprečakovanega, nenapovedanega. Tam, ne vem, še mogoče bo eno slajd, daj naprej. Glejte, tukaj pa imamo eno zanimivo
sliko. Naprej potem v Danielu beremo po teh dogodkih, kot se tisti zgodovina predstavi, da je Bog povedal, da je določeno Izraelu 70 tednov. 70 tednov. In jih potem tudi tam razčlenjuje. In točno pravi, torej, da, to smo tudi zadnji govorili, ne, da se potem 49 tednov zgodi, potem pa še 7 tednov in potem nastane na koncu številka 69 tednov, pa potem še en teden do 70. ostane. Mi smo torej zdaj v tem 69. tednu, smo zadnjič govorili. Kaj to pomeni? Torej, Bog je določil Izraelu njihovo zgodovino, in določil tako, da če bi Mesija sprejeli, Jezusa kot Mesija, potem bi se njihova zgodovina odvijala naprej. Ker pa ga niso hoteli sprejeti, so ga celo križali, se je njihova zgodovina tukaj, vidite, ko je ta križ, ustavila. Pri 69. tednu se je njihova zgodovina ustavila in miruje. To je bilo leta 70, ne, ko je dokončno bil Izrael, torej Židje, uničeni, izgnani po vsem svetu in do leta 48 dejansko niso imeli nobene domovine, so bili po vsem svetu, šele takrat dobijo svojo domovino. In v tem času, gledajte, v tem času se tudi beremo v apostolskih delih v začetku, da se je Jezus poslavljal in šel gor k očetu. In torej so ga učenci spraševali, kdaj pride. Pa pravi, da to ni dano znati, ne ure, ne dneva, kdaj bi prišel, to ima oče v svoji oblasti. In gledajte, potem se dejansko njim Jezus tudi pravi, naj počakajo v Jeruzalemu, naj molijo, da bodo prejeli dar Svetega Duha, da bodo potem tudi pričevalci in tako naprej. In tu se potem z tem Jezusovim odhodom in prihodom Svetega Duha na Binkočne začne formirati, oblikovati cerkev, ki je nikjer v zgodovini ne vidimo Svetega pisma. Noben starozavezni prerok tega ni napovedoval. Tudi v Novi zavezi Jezus ni nič eksplicitno o tem omenjal, šele pozneje tam vidimo v Efežanom, Pavel razkrije skrivnost, ki mu je Gospod razkril, da tu gre za cerkev. Kako dolgo bo obdobje cerkve, ne vemo. Tudi Jezus pravi, da ne ve ure, ne dneva, to pomeni, to je čas, ko bo obdobje cerkve. Ko se bo to obdobje cerkve končalo, potem bo prišel Kristus po svojo nevesto kot tat. Kot tat. Torej mi kot cerkev, vidimo iz Svetega pisma, bomo vzeti nepričakovano. Torej, sistem bo takšen, najprej mrtvi v Gospodu, ki zaspijo, potem pa živi, ki bodo preobraženi, bodo šli z njim. Tukaj se bo pojavil, kot beremo, v oblakih. Ne bo stopil na zemljo. Potem, pozneje, se bo pa Kristus vrnil v slavi, da še da Židom možnost. Da, ko tam v Rimljanom beremo, da je zadelno samo zakrknila ta korenina, da bo spet uživela. To so vse namigi, da bo Bog spet milosten svojemu ljudstvu Izraelu in mu izkaže svoje usmiljenje. In gledajte, zdaj že skoraj 2000 let je to obdobje cerkve. Če bi Židje takrat sprejeli Mesija, bi se ta teden nadaljeval. Ker pa ga niso sprejeli, za njih čas miruje. Za njih čas zgodovine kot takšne v Božjem odrešenju miruje. Ko bo cerkev vzeta, potem se pri njih kot pri košarki spet štoparca vklopi in bo še potekel en teden. To je pa tisti teden, dejansko, ko ga cerkev vidi kot milenij.
1000-letno kraljestvo. In potem, ko to 1000-letno kraljestvo mine, to bomo še govorili v prihodnosti, potem bo Kristus ponovno prišel, ampak s cerkvijo in takrat ga bo videlo vsako oko. In tisto, kar berete tam v Mateju, 24. poglavju, to se nanaša na Izrael. On takrat govori Izraelcem, Židom in tega se moramo zavedati, ko 2 bosta v mlinu, 2 na njivi in tako naprej. To ne govori za cerkev, to govori za Žide, to govori za Izrael kot takšen, kar se bo zgodilo potem pozneje ob drugem prihodu. Ker takrat, pravi Sveto pismo, bo z njim šla njegova žena. Žena. V originalu tam v Razodetju, to prevajalci zelo težko prevajajo, ker Jezus pravi, nima žene, ima nevesto. Ampak ne, tu je žena, ker bo poroka, 7-letna poroka in potem po poroki bo ta cerkev, ki je ne več nevesta, ampak žena, prišla z njim dol in bo Izrael odrešen. To je 19. poglavje, 7. vrstica, če spremljate Sveto pismo. In tam pravi takole, veselimo se in radujmo in dajemo slavo njemu, ker prišlo je ženitovanje jagnjetovo in nevesta, to mora biti žena, tu beseda, izraz. Njegova se je pripravila. Ne vem, kako v tem novem pravi nevesta, ne? Nevesta. Ni upombe, kak je mogoče? Ni upombe, ne? Ker dejansko, če pa greste v grščki izvirnik, je pa tam eksplicitno omenjeno, torej žena. Žena, ker takrat je že cerkev poročena s Kristusom in se vrača torej kot žena. In je to malo krut izraz, pa te prevajalci pravijo, da bi to naj bila še eno izraz nevesta kot sinonim. V ruščini je žena? Tu pravijo, da v ruščini je v prevodu žena. Ja, gremo nazaj na tisto sliko. Torej, vidite, to so ti dogodki in ti dogodki, tu bomo potem mi začeli tudi malo podrobneje te zadeve govoriti, ta zadnji teden. Ker zadnji teden se nanaša tako na cerkev, tako potem po drugi strani na Izrael kot takšen. Torej, mi pričakujemo Jezusa. Pričakujemo njegov prihod. Sicer so se eni nekje ušteli, pa so malo preforsirali, pa so napovedovali razne letnice, ne? O tem bomo mogoče jutri kaj malo več povedali, ampak tu je dejansko skrivnost. Ko bo dopolnjeno število kristjanov, takrat bo prišel Kristus. In bistveno za nas je, da Kristus pride za cerkev in bo cerkev kot takšno vzel k sebi, ampak ta cerkev mora biti čista, neomadeževana. To pa ima možnost doseči v njegovi krvi, da se opere. Ne? Torej, kot je nekdo povedal, Bog ne barva, ampak čisti, pere. Ne? Mi radi barvamo, da prekrijemo neke zadeve, ampak Bog pa to opere, ne barva. In to je razlika. In zato tudi pravi, blagorim, ki so čistega srca, ker ti bodo Boga videli. Torej, samo tisti, ki bo imel čisto srce, bo videl Boga. To dam tudi rad primerjavo z magnetom. Vi veste, da magnet privlači železo. Pa dajte na mizo zlate žebljičke, srebrne žebljičke, bronaste žebljičke, zobotrebce, pa železne žebljičke. In približajte magnet. Magnet bo najprej vzel lesene žebljičke, ne? Ker so lahke. Ne? Zlate. Vzel bo železne, najbolj težke. Zakaj? Ker je to njegovo. To je njegova struktura. Tudi on je železo in svoje potegne. Tako bo tudi Kristus potegnil svoje izbrane, tiste, ki bodo čistega srca. Veste, tudi železo lahko zarjavi. In potem nima kontakta. Morate potem da ščistiti ali s krtačo ali z vejdejem, ne, ferosan se temu pravi, tudi bolj strokovno, da potem, ko očistiš to železo, potem tudi pride do kontakta. Včasih smo akumulatorje take imeli, ne, da so oksidirali in potem ni šlo, pa si moral to čistiti, pa je bilo. Tako da bo Kristus vzel tiste, ki so čistega srca.
In najprej bodo imeli prednost mrtvi v Gospodu, potem pa bodo živi preobraženi v enih posebnih telesih. To je pa tudi zanimivo, ne? Ta preobrazba. Poznamo gosenice in metulje, ne? Tu je ena tako zanimiva preobrazba pred gosenica in metulji. Tista gosenica, ki se tam vleče, žre tisto listje, travo, vse, kar je, bolj grda je, debelejša je. Če pohodite, potem tudi vidite maso, ki pride. Ampak, ko se ta gosenica zabubi, nastane kokon, temu pravimo, in se potem čez čas pride ven metulj. Povsem drugačne lastnosti. Je tako. Ta metulj ne bo listje jedo, pa zelenjave, bo srkal med. Ta se ne bo plazil, ampak ta bo letal. Iz sicer grde gosenice se bo razvil zelo čudovit metulj. In mi smo eno razstavo imeli metulje, žuželke, ne? In to so nekaj čudovitega. Bolj grda gosenica, lepši metulj potem pride iz nje. In to so take metulje zanimive, ko ne bi verjeli, če bi nekdo narisal take metulje, pravili, da to pretirava. Tako čudoviti so. In mi bomo tudi takole preobraženi. Če Bog preobrazi te male živalce, zakaj ne bi potem nas, da dobimo eno preobražena telesa. Taka telesa, kot ga je imel Kristus po svojem stajenju. Lahko so ga prepoznali, lahko ne. Tista učenca Vemaus, lahko je jedel, lahko ne. Lahko se je skozi zaprta vrata v tihotapu, bi rekli, med zbrane učence in tako naprej. Bil je v enem posebnem telesu, ko bi rekli, sad ga ima, sad ga nema, bi rekli Hrvati. Ne? In to je nekaj čudovitega, ko bomo imeli ta preobražena telesa. In s temi telesi bomo potem mi vnešeni. In kaj bo tam, bomo potem tudi poskušali o tem v nadaljevanjih povedati. Zdaj pa, če gremo v razodetje, gledajte, razodetje ima 22 poglavij. Se strinjamo, ne? Prvo poglavje je tisto uvodno poglavje, medtem ko drugo poglavje, pa tretje poglavje, pa nam nekje na svoj način sporoča stanje cerkvam, ki so bile v Mali Aziji. In tam mora po naročilu Jezusovem apostol Janez pisati 7 cerkvam njihovo stanje, njihove napake, njihove dobre lastnosti in tudi izhod iz tega. In nekateri biblicisti in cerkveni zgodovinarji vidijo v teh 7 cerkvah tudi 7 obdobij cerkve, krščanstva, tistega balončka, ki smo ga prej tam videli rdečega. Torej, cerkve, ki tu nastopajo, so cerkve v Efezu, cerkve v Smirni, cerkve v Pergamu, v Tiatirih, v Sardu, Filadelfiji in Laodiceji. To je 7 cerkva takratnih maloazijskih mest, dejansko nobenega od teh mest več ni. To so vse ruševine ostale. In zdaj te cerkve imajo temelj na Jezusu Kristusu. Zdaj nimamo mi tukaj table, da bi narisali, ampak če spodaj pogledate, temelj je Jezus Kristus. Potem ta podstavek so apostoli in potem to so stebri. Vsaka cerkev, 7 stebrov in potem, če se to pokrije, dobite nekje tempelj, novozavezni ali novozavezna cerkev. No in zdaj, če gremo to zgodovino, vidimo Efes. To je obdobje tiste prve cerkve, ki je začela počasi izgubljati tisti žar, tisti sijaj. Torej, izgubljali so prvo ljubezen, tisto gorečnost, tisto vnemo. No, Smirna, to pa je dejansko potem vidi obdobje preganjanja cerkve, ki naj bi bilo od leta 160 do 312. Ta cerkev v Smirni je bila preganjana, če se spomnite. In to je dejansko obdobje 10 cesarjev, ki je tudi omenja 10 dni.
poštrpel. In to je od Nerona pa do Dioklecijana, tega, ki je imel v Splitu palačo. Torej, to je to obdobje preganjanja cerkve, se pravi, drugo obdobje je obdobje Pergama. Pergam, tukaj je pa prišlo do raznih krivih, napačnih naukov in so se začeli tudi potem sklicevati razni koncili cerkveni, ki so določene stvari reševali. Spomnite se Arijci in vse te nauke, ki so se vrinili noter. To je bilo tam obdobje od 313. pa do leta 500. Potem je obdobje cerkve v Tiatirih. To je od leta 500 do 1500, to bi rekli srednji vek. Ja? Torej tisti mračni srednji vek, če berete pismo cerkve v Tiatirih, boste videli, kakšni so bili, kaj vse je bilo in tukaj potem, če gremo v zgodovino, vidimo, da so se uvedli odpustki, inkvizicija, celibat, potem maša kot dogma, potem blagoslovljena voda, čaščenje križa, kipov, potem molitev k Mariji svetnikom, latinščina v cerkvi in tako naprej in tako naprej. To je obdobje Tiatire. Potem nastopi obdobje Sarda, to je pa obdobje renesanse. Cerkev je bila v obdobju v času renesanse mrtva. In sledil je poziv k spokorjenju, nazaj k izvirom, ad fontes. Torej, humanizem in renesansa sta bila vrhunec tistega srednjega veka, da so rekli, moramo iti nazaj k izvirom. In so potem, veste, šli arhitekti, da so začeli ponovno graditi stavbe, kot so Rimljani delali, da so potem šli nazaj v dramatiki, grškim dramatikom pa so jih začeli posnemati, da so glasbeniki začeli tisto klasično glasbo, nas Galus, ko je bil, ne, Palestrina, in ti glasbeniki so začeli to dejavnost svojo, pa potem tudi ostali seveda, no in tudi teologi so rekli, tudi mi moramo iti nazaj k izvirom. In kaj je izvir? Sveto pismo. In potem so se začeli učiti nazaj hebrejski jezik za razumevanje svetega pisma stare zaveze in pa grški jezik za razumevanje nove zaveze. Ne? Ker do takrat je bila latinščina kot taka. In so v latinščino tudi potem prevedli sveto pismo in samo ta latinski prevod uporabljali. Je bil ta latinski prevod, seveda Hieronim je prevajal dokaj slab, tudi smiselno slabo prevedeno in zato so razne krive stvari so se vtihotapile v cerkev na podlagi Biblije, kar pa je napačno bilo razumljeno. Ne? To smo tu zadnji govorili, spomnite, Davidov rok. Mojzesov rok. Veste, se pozabili. Niste bili, ja. Torej, Biblijo včasih lahko različno tudi prevajalci razumejo. V tistem času, ko se je prevajala v latinščino, ni bilo raznih proročnih komentarjev, ugotovitev in tako naprej in so bile razne težave prevajalcem. In seveda so nekatere s časoma te stvari popravili, ene pa ne. Naprimer, zelo zanimiva stvar je, ki jo ne moremo popraviti, pa ne smemo popraviti, je Hieronim prevajal, ko je šel Mojzes z gore, je bilo njegovo obličje, obraz, QRN. Židje ne pišejo vokalov, A, E, I, U, ampak samo konzonante, soglasnike. In potem ti moraš vokal dati noter vmes in potem ugotoviš, zakaj gre. Je pa včasih narodnost v tem, da če ti ene črke vstaviš, je drugi pomen, samoglasnike, pa druge pa spet drugačen pomen. In zdaj ravno tukaj pri tej besedi QRN nastane problem. Če bo vstavljal črko A, pomeni nekaj, in če bo vstavljal črko E, pomeni drugo. Eno pomeni, da je bilo njegovo obličje rogato, rogovi, drugo pa pomeni, da je bilo goreče, žareče. In zdaj torej siromak Hieronim ni vedel, kako bi to rešil situacijo, kakšno je bilo njegovo obličje. Zdaj goreti ne more, potem je zoglenel, ne? Pravi, tu je bilo potem rogato. Ker je bil zmučen, je padal, pa je dobival buške. Buške, te rogove, ne, in je potem torej bilo rogato. In ko je Michelangelo delal ta kip, je dejansko prebral, da je bilo rogato in Mojzes, pojdite v Rim, boste videli, ima rog.
rok. Zdaj dva mu ni, ker potem bil kakšen bivo ali nekaj drugega, mu je enega napravil tako po biblijski predlogi, čeprav je, vemo, to povsem drugačen pomen. Tako, torej renesansa kot taka je, veste, pa humanizem nastopata na koncu srednjega veka, se spomnite Erasem Rotterdamski, on kot humanist je dal prevesti ponovno iz grščine sveto pismo v latinščino. In potem so videli, da se razhajata. Nova zaveza, ki jo je prevedel Hieronim in ki jo je dal prevesti Erasem Rotterdamski. In ko so to primerjali, so ugotovili, da ima Erasmov prevod boljše rešitve, je natančnejši, boljši kot pa dejansko Hieronimov. In potem, ko je Luther prevedel sveto pismo, je bilo še hujše. Še več napak se je pojavilo, še več napak strani Hieronima in so potem poskušali to nekako popraviti, pa ni šlo. Ni šlo Hieronimov prevod. In potem se spomnite, je bil Tridentinski koncil. In na Tridentinskem koncilu so poskušali to zadevo urediti, ampak ni šlo in so potem v pojasnilu tistega uvedli tako imenovane apokrifne knjige, ali kot imenujejo deuterokanonične knjige. To so Makabejcem, Judita, Sirah in tak naprej, ker tam je bil tudi napačen prevod molitev za mrtve, da se. Ne? In ker tega ni bilo v originalu, so potem morali iskati, pa so to zadevo našli v Makabejcih, tam, ko gre za Judo in Juda Makabejca in tiste zadeve, da so to zadevo molitev za mrtve opravičili kot takšno, ne? Ampak vidimo, da so potem še druge stvari morale biti dodane, da so potem opravičili tisti napačen prevod. Zato moramo tudi cerkev, torej katoliško cerkev razumeti do drugega Vatikanskega koncila povsem v luči tega, kar govorim. In tudi, kot veste, če berete sveta pisma, takrat katoličani niso smeli vzeti drugega svetega pisma, razen tistega, ki je imelo imprimatur. Imprimatur, to se pomeni, da je škof dovolil, da se lahko to sveto pismo bere. In to pa je bil, če je bilo tudi slovensko sveto pismo v prevod, je moral biti preveden iz vulgate, Hieronima, ne pa iz originala. Potem med vojnama začno že prevajati naši prevajalci, Jere pa Slavič in ti, novo zavezo iz grščine in že malo dajejo svobodnega duha noter. Potem pa pride drugi Vatikanski koncil, ki pa dejansko potem napravi korenite spremembe in nastane ekumensko sveto pismo. In od takrat, vidite, več ni težave, da katoličani ne bi smeli brati kateregakoli svetega pisma, lahko berejo Gideonovo izdajo, lahko berejo ekumensko izdajo, lahko berejo ta standardni prevod, vse, ker je zdaj to sinhronizirano. Drugi Vatikanski koncil je tiste napake, bi rekli, popravo in zdaj, torej Biblija kot taka je več nesporna, ni sporna glede teh naukov, ker so jo uskladili in katerikoli prevod berete, torej se s tem strinja. No, potem sledi cerkev v Filadelfiji, to je pa obdobje tam 1750 do 1950. Ja. Tukaj pa dejansko se pojavi obdobje misijona. Cerkve začno misionirati, tako protestantske kot katoliške, ko osvajajo razne te dežele kolonije, hkrati tudi misionirajo. In torej tiste, kjer gre Anglija, postanejo anglikanske, metodistične, tam, kjer grejo Španci, pa Portugalci, tam so katoliške, v Južni Ameriki pa to, tam, kjer pa gredo protestanti, kot Severna Amerika, Kanada, tam so potem pa protestantske cerkve kot take nastajajo, torej na podlagi misijonov, so ta razna gibanja, evangelizacije so in tako naprej. In tu se začne potem tudi pridigati Kristov prihod v tem času. Ponovno, do takrat sploh niso omenjali Kristovega prihoda v cerkvi. Tu se začne potem omenjati Kristov prihod. Pridiganje Jezusovega prihoda. No in potem je zadnja cerkev Laodiceja, to pravijo, da je obdobje današnje cerkve kot takšne. To oni so pravili, bogati smo, vse imamo,
nič ne potrebujemo, ampak bili so duhovno siromašni. Duhovno siromašni. In to je podoba današnje cerkve, vidite. Tako vzhodne kot zahodne, duhovno siromaštvo. Ena konfuzija, vse to, kar se dogaja, je objokovanja vredno. In tej zadnji cerkvi v Laodiceji Kristus ponuja mazilo in zlato. Zanimivo je tudi to, da za Laodicejo pravi, da nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen. In ker si mlačen, te bom izpljunil iz svojih ust. To so dobro vedeli Laodicejci, ker so imeli oni vodo speljano z hriba, po ceveh, in ta voda je bila bolj mineralna kot naravna. Slatinska, bi rekli po naše. No in ker so se cevi ogrele, je tudi voda bila topla, mlačna, in če tisto vodo pil, nisi mogel piti mineralno vodo, če gre. Toplo. Ne gre. Mineralna se pije hladna. Ja. In oni so pa ravno imeli ta problem, da so imeli mlačno vodo in ni to bila niti vroča, da bi v čaj, niti mrzla, da bi odžela, ampak neka mlačna, da so jo kar izpljunili, če so jo tako zaužili. In pravi, prav takšni se duhovnem smislu vi. Niste ne vroči, ne mrzli, neki na sredi ste, sami ne veste kaj in kako. In pravi, take vas ne maram in jim ponuja mazilo, da se namaže oči, da spregledajo, da ozdravijo. Je pa zanimivo, da v Laodiceji je bila neka tovarna, ali kako bi rekli, neki obrat, kjer si davali mazilo za oči. In to pomeni, torej, v prenesenem smislu, dam vam duha. Mazilo je duh, Sveti duh. Ker kaj nas ohrani, kaj obdrži cerkev drugega kot, če ni pod močjo Svetega duha. Ker veliko gibanj v svetu je začelo zelo dobro krščanskih evangelicijskih gibanj, pokretov bi rekli. Ampak kaj, ko so pa potem pozabili na vlogo Svetega duha in njeno moč, njegovo moč, in so potem začeli slabeti. Dokler so imeli v sebi energijo, je šlo, je pa niso dobivali zraven, so pa usahnili. Pa ne bom imenoval, koliko zelo dobrih pokretov je bilo, pa so umrli. Jih ni, so izginili. Vojska odrešenja, na primer, bila zelo močna, metodisti so bili zelo močni, ne? In tako naprej, ampak to je vse potem počasi usihalo, ker niso imeli tega mazila. In če ni namazno, potem škriple, dokler se ne zruši. In tudi zlato ponuja. Zlato pa je simbol vere. In današnja cerkev dejansko nima vere. V današnji cerkvi vera primanjkuje. In tudi Jezus tam pravi, se spomnite, da ko bo prišel, če bo sploh našel, in kakšno vero bo našel kot takšno. In to bi naj bilo torej potem obdobje tega časa, ta Laodiceja, časa, v katerem sedaj živimo mi. In tukaj potem se to konča in se začne 4. poglavje, ki ga tukaj vidite, tukaj, 4. poglavje. Tukaj potem bo cerkev vnešena in bo jagnjetova svadba, na zemlji pa bodo dogodki tam, ko berete od 6. poglavja pa do 19. poglavja, to bo tako imenovane Jakobove muke, ali tisti Danijelov zadnji teden. Ja? Zadnji teden in potem razodetje, 20, tu se potem pride Kristus, pa drugič po Izrael, torej tu je cerkev vnešena, tu prvič pride, tu pride drugič z cerkvijo, z ženo in odrejši Izrael, kot takšen, ko smo tam brali v Mateji 24. poglavju, se pa tudi ujema z razodetje 20 in nastopi potem milenij in naprej vse do 22. poglavja, ko pride nova zemlja in novo nebo. Ko bo v nebesih največje veselje, radost, ženitovanje, bodo na zemlji najhujše težave. To, kar berete tam od 6. poglavja 19. to se bo vse tukaj na zemlji dogajalo.
In tu imamo eno jasno zagotovilo, da cerkev ne bo deležna tega, ker eni trdijo, da bo cerkev deležna teh strahot in muk. Ne, cerkev, kot vidimo tam v razodetju, bo vnešena prej in ne bo deležna teh težav in muk, kot jih bodo deležni ljudje, ki bodo ostali potem tukaj. Ker če zdaj gremo tja v to 4. poglavje, pravi tam Janez, in potem sem videl. Janez je bil na otoku Patmosu in je imel eno posebno razodetje, ki ga je potem napisal v tej knjigi razodetja. In če bi lahko dali mi zdaj ta odlomek, razodetje 4:1-6. Ja, tukaj takole beremo. Zatem sem videl, glej, odprla so se vrata na nebu in prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano, kakor trobento, je rekel, stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej. V hipu me je navdal duh in glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedel nekdo. Sedeči je bil na pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vse naokrog prestola pa se je penjala mavrica, na oko podobna smaragdu. Okrog prestola je bilo 24 prestolov in na prestolih je sedelo 24 starešin, ogrnjeni v bela oblačila z zlatimi venci na glavah. Od prestola so prihajali bliski glasovi in gromi, pred prestolom je plamenelo 7 bakel, te pomenijo 7 božjih duhov. In 6. Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu. Sredi pred prestolom in okrog njega so stala 4 živa bitja, spredaj in zadaj polna oči. No, mogoče si ta odlomek razložimo, ker se tukaj v začetku ta zadeva dogaja. Torej, vrata na zemlji se zaprejo, v nebesih se pa odprejo. Torej, nastopa zdaj eno drugo obdobje. In to smo tudi lahko potem prebrali, tam prej v 1. Tesaloničanom 4:16, ko govori o Kristovem prihodu. Ker bo glas nad angela za Izrael, glas trobente, smo tam prebrali v Matejevem evangeliju, medtem ko je pa glas nad angela za cerkev zapoved, da se dvignejo, vstante, gremo in potem je to zapoved za cerkev. Medtem ko je pa za ostale trobenta. Torej, Kristus bo svoje vzel. Kristus bo svojo cerkev vzel in ta cerkev ne bo v času teh velikih težav, nevolj, kot pravi Jakobove muke, tukaj na zemlji. Ker to si pa razlagamo z razodetjem 3:10, ko pravi, ker si potrpežljivo ohranil mojo besedo, bom tudi jaz obvaroval tebe v uri preizkušnje, ki ima priti nad vesoljni svet, da preizkusi prebivalce na zemlji. To je pisano tik preden se začnejo ti dogodki odvijati, kot bomo potem še videli. In če je zdaj to vnešenje, jaz sem primerjal s številnimi razlagalci, raznih denominacij, in sem potem ugotovil te skupne stične točke. Ker veste, eni včasih tako razlagajo, drugi drugače razlagajo, ampak potem, če se vse razlage upošteveš, potem te to zmede. Ampak moraš resnici priti na dan. In potem sem šel in potem poiskal vse tiste skupne točke, ki zagovarjajo glede tega. In tu govori o prestolu in nekom na njem. Jasno, na prestolu je bil sam Bog. Ker tudi tam v psalmu, beremo v 47. psalmu, sedi na svojem svetem prestolu. Tam v 8. vrstice. In Janez je videl delno, kot 2 kamna, minerala, jaspis pa sard. Jaspis v
veste, je svetlo rumene in zelene barve. Čudovite. In predstavlja Božjo svetost. Jaspis kot takšen predstavlja Božjo svetost. Sard je pa temno rdeče barve in predstavlja Božjo ljubezen. Torej, prestol je iz Božje ljubezni in Božje svetosti potem takem. Zanimivo, jaspis je v nizu diamantov prvi, medtem ko sard zadnje. Spet, alfa in omega, začetek in konec. Ampak obe barvi ti simbolizirata jaspisa in sarda Božjo pravičnost. Zato je Bog na prestolu in Bog je pravičen. In zato tudi pravi tu psalmist, ko smo že prej omenili 47. psalm, Bog kraljuje nad narodi, Bog sedi na svojem svetem prestolu. In tam potem v razodetju, na koncu, v 21. poglavju, 11. vrsti beremo, njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, biseru iz kristalno bleščečega jaspisa. Najdražji kamen, jaspis. In okrog tega prestola je bila mavrica, smo brali. Kaj predstavlja mavrica? Mavrica v Svetem pismu predstavlja Božjo zvestobo do ljudi. In mavrica je kot smaragd. To je spet drugi mineral. Ja, smaragd. Ste že vsi videli mavrico? No, nisi, napaka. Preveč si v mestu. Pa med bloke. V New Yorku tudi ne vidi mavrice, ne bojte se. V New Yorku tudi ne vidi mavrice. Samo en košček, en takšen malo odprtinico, en tepih zgoraj, med bloke tam. Torej, mavrica se pa prvič omenja v prvi Mojsijevi knjigi, se spomnite? V 9. poglavju. Kot zaveza med Bogom in človekom, da nikoli več ne bo pokončal zemlje z potopom. In mavrica se pojavi kdaj? Pred nevihto ali po nevihte? Po nevihte. To je zelo pomembno. Nevihte navadno, če so normalne, prihajajo od zahoda proti vzhodu. Ste že opazili? Če to obratno gre, jaj nam. Potem je huda ura, če je obratno. Potovati mora od zahoda proti vzhodu. To ste že verjetno opazili, če ne pa opazujte. In blisk na vzhodu pomeni, da je nevihta za nami. Blisk na zahodu pomeni, da je pred nami. No, sicer bolj točni smo je na severozahod. Je tisti val, odkoder mi dobivamo nevihte. Mi pravimo tam babi kot običajno. Ja, to je vedno tako, potem to je tisto normalno. Če pa tam pride z druge strani, potem pa gorje. Tu ne bo nekaj vredo, co viharji in tako naprej. No, in mavrica je vedno v polkrogu. Ne? Tako fajn se dotika. Če ste na Radinskem delu vidite, od trave do trave. Ampak Janez je ni videl v polkrogu, on jo je videl okrog prestola, v krogu. In to pomeni, da so težave povsem minile. Pojavi se mavrica, nevihta je minila, neurje je minilo. Težave za verne so povsem minile. In smaragd je, znamo, zelene barve in je simbol življenja. Vi veste, da je mavrica dejansko iz 7 barv. Ne? Iz 7 barv. In to je spet ena popolnost. Imamo spekter 7 barv. Koliko imamo glasbeniki? Not. 7. Ne, te osnovne. 7, ne? 7 operiramo. Potem koliko imamo dni v tednu? 7 in tako naprej, ja? Tako. Poglejte tudi kapljico rose, na primer, kako čudovita mavrica se v njej blešči. Potem smo brali, da je bilo 24 starešin na 24 prestolih.
24 starešin na 24 prestolih. Vemo pa, da je David tam v kroniški knjigi 24. poglavju razdelil duhovniški red v 24 rodov. In vsak ta rod je služil v templju po 2 tedna, da so prišli fajn na vrsto. In Zaharija, oče Janeza Krstnika, je bil 8. po vrsti, beremo, ne? Seveda, ker je bilo veliko duhovnikov, niso mogli vsi upravljati in služiti naenkrat in zato so bili le predstavniki teh 24 tam. In v Razodetju smo pa prebrali, kaj je 24 starešin cerkev. To niso angeli. Nekateri so razlagalci mnenja, da 24 pomeni, da je to 12 patriarhov iz Stare zaveze in 12 apostolov iz Nove zaveze, da potem tvori 24. Ampak tukaj vidimo, da tu gre za novo zavezo kot takšno in da tudi te starešine niso angele, kot nekateri hočejo videti iz tega, ker Peter tam jasno pravi v 1. listu 2:9. Vi ste rod izvoljeni, kraljevsko duhovništvo, svet narod. In ti so bili oblečeni v belo. Torej, če si oblečen, imaš telo. Angeli niso oblečeni, ker nimajo teles, to so duhovna bitja. Mi tiste angele, ko jih rišemo, to je drugače, ne? Tiste otročičke, pa imajo oblečke, pa peruti, pa tako naprej. Ja. Ker takole pravi v Razodetju 23, njemu, ki premaga, dam sedeti z menoj na svojem prestolu. A vidite? Njemu, kdor premaga, to ne angelom, ljudem. Na glavah imajo krone in to pa so že nagrade. Ker takole beremo 2. Korinčanom 5:10. Zakaj vsi se moramo pokazati ali prikazati pred sodnim Kristovim prestolom, da prejme vsak po tem, kar je storil v telesu, bodi si dobro ali hudo. Če se tukaj zdaj ustavimo, mogoče samo to, da poznamo 5 kron. Ampak o tem malo mogoče pozneje. Zdaj se isti izraz lahko uporablja za krono pa venec. Zmagovalci so v rimskem imperiju, torej v antiki, dobivali vence, Stefanus imenovane. Bojeval sem dobri boj, pravi Pavel, že mi je pripravljen pravičnosti venec. Torej ne govori o kroni, ampak o vencu. Ampak ker smo mi kraljevski otroci, smo tudi dediči kron, kot zmagovalci venca, kot dediči krone. Da je res to cerkev, da ni to nekaj starozaveznega, da niso to angeli, lahko beremo tam v Razodetju v 5. poglavju, ko te starešine pojejo pesem, ki ima vsebino in si jih odkupilo Bogu svojo krvjo iz vsakega rodu in jezika in ljudstva in naroda in si jih storilo našemu Bogu v kraljestvu in za duhovnike. Torej, to je izjava pesem novozaveznega, odrešenja, zveličanja kot takšnega. In tu ni nobene angelske podobe noter in tu ni nobene starozavezne podobe. Torej, za nevihto še prihajajo bliski in gromi, smo zadnjič prej povedali. Torej, ko bo cerkev vnešena, bo prišlo na zemljo gorje, kot je opisano tam od 6. pa do 19. poglavja knjige Razodetja. Zdaj je še čas milosti. Sedaj je čas, kot pravi, zelo primeren za spreobrnenje, da se priključiš Kristusu, Kristovi cerkvi, da se daš oprati svoje srce, kot pravi Sveto pismo, da boš lahko potem videl Boga. Ker tako pravi Hebrejcem 4:16. Bližajmo se torej srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč. Vidite, pravočasno pomoč.
Bog je na Sinaju kazal svojo pravičnost z bliski in gromi. Se spomnite? Na Sinaju je Bog kazal svojo pravičnost z bliski in gromi. 7 bakel, ki smo jih tukaj prebrali, je videl Janez. To je 7 svetil. Veste, kako so to bakle? Ja? To so tiste prve luči, pa zdaj se tudi pojavljajo te bakle, ne za staro leto, da se prižgejo. To je bila včasih svetilo, da si z baklami šel in sveto nosil, torej kot žepna svetilka bi lahko rekli, ali nekaj takega. In ta bakla, svetilo je Sveti Duh. To je Sveti Duh. Ker v Razodetju 1:4-5 beremo, milost vam in mir od njega, ki je in ki je bil in ki prihaja, in od 7 duhov, ki so pred prestolom njegovim. Torej duhovi. In z 7 bakel, s 7 znamo je v Svetem pismu izražena Božja popolnost. Prej smo govorili 7, ne? Tudi če bi mi hoteli božanstvo opisati, ga opišemo s 3 sedmicami. Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh, popolnost. Če bi hoteli človeka opisati, je človek krona stvarstva. Ne? Ustvarjen, kdaj? Katerega dne? Prosim? 6. ne? 6. Torej, številka za človeka je 6. Tudi človek je trojstvo, telo, duša, duh. 666. In potem se ljudje sprašujejo, Antikrist, kdo bo to, ker je 666. Čisto normalno. Hoče dokazati, da bo to človek. Da bo to človek, ne pa nek duh. Ne pa nek duh. Ker so eni razlagalci pravijo, da bo Antikrist duh, da bo takšen duh v svetu vladal, ko bo podoben Antikristu. Ne, to bo oseba, to bo človek. Človek, osebnost. Zato je 666. In tu so potem ugotavljali, da bi naj bil Hruščov, pa je že pokojni, naj bil Hitler, pa je pokojni, naj bil Napoleon, pa je pokojni, pa papež naj bi bil pokojni, ker se tira, pa že odložil maila in še, ampak ne. To bo človek, hoče reči Biblija. Kdo? Ne vemo. Torej, Antikrist bo človek, do tega bomo še prišli. Ne? In seveda, tudi tako o duhu govori Izaija 11, pa 2, ko pravi takole. In duh Gospodov bo počival nad njim, in duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Torej 7, vidite, spet 7, ko govori o duhu. Zakaj ognjene bakle? Ker Svet Duh več tu ni golob, ni več veter, ni več to lažnik. Zdaj je že ogenj, simbol sodbe. In 7, pravična sodba. Potem pravi, je videl tudi kristalno ali stekleno morje. Vi se spomnite, da so v Stari zavezi imeli v šotoru, pa potem tudi v templju, bronasti umivalnik, kjer so bile noter ogledalca. Da ko se umival, prav čisto, se potem tudi svojo podobo videl. In ta umivalnik se v Salomonovem hramu že imenuje morje, ker je bil večji. Tam lahko berete v Prvi kraljev knjigi, to v 7. poglavju. Duhovnik, veste, se je prvič v vodi okopal, se je očistil, pozneje pa se je samo umival. Umival in to noge. Zato Jezus takole pravi, kdor je bil umit v kopeli, potrebuje samo, da si umije noge, sicer je ves čisti. In to so gojili tudi Esene. Če ste bili že kdaj v Izraelu, v Kumranu, smo videli tiste kopele, ne? So bile torej kopel, ko si se okopal, očistil in potem si še moral dodatno oprati noge. Božjemu otroku, če pregreši, več ni potrebno novo rojenje, ampak priznanje greha.
Torej, duhovnik se je moral okopati enkrat, potem pa prati noge, vedno znova, ker se je umazal. Tudi ti, če si novorojen, pa pregrešiš, se ti ni treba ponovno znova roditi. Moraš samo svoj greh priznati, se dati očistiti. In greha se bomo nalezli in lezli, dokler smo tu na zemlji. Sveto pismo pravi, če kdo pravi, da nima greha, pa ne greši, ta je po domače bedak. Bedak, ne? Laže, sam sebe vara, ker ne moreš ti biti v mlinu s črno obleko, pa priti ven v črni obleki. Ne moreš biti dimnikar z belo obleko. Ne? In tako naprej. Torej, to pomeni, greh mora biti očiščen, umit. V nebesa torej pridemo samo čisti. In tam več ne bo pranja. Torej, tam ne bo več pranja. Cerkev zato mora biti brez madeža, kot pravi Efežanom 5 pa 27. In tudi tam v Rodeti beremo na koncu, da v Jeruzalem, nebeški Jeruzalem, ne bo prišlo nič nečistega. Torej, dokler smo tu na zemlji, se moramo prati in oprati svoja oblačila. Potem se pojavijo tukaj v nadaljevanju 4 živa bitja, 4. poglavje 6 do 11. In razlagalci pravijo, da je to trdi oreh, ampak znate, jedro je pa fejst zdravo noter tukaj. Tisto, kar je trdo zunaj, je noter še boljše. Če pa krko zunaj, če oreh stisnete s prsti, ni noter Bog zna, je črno. Gremo lahko? Tekst 4, 6 do 11. 6 do 11. Pred prestolom pa je bilo kakor stekleno morje, podobno kristalu, to smo prebrali prej, sredi pred prestolom in okrog njega so stala 4 živa bitja, vidite, spredaj in zadaj polna oči, dalje. Prvo živo bitje je bilo podobno levu, drugo bitje je bilo podobno juncu, tretje bitje je imelo obličje kakor človek, četrto bitje pa je bilo podobno letečemu orlu. Ta 4 bitja so imela vsaka po 6 perutnic in so bila vse naokrog in znotraj polna oči. Brez prenehanja so govorila noč in dan. Svet, svet, svet. Gospod Bog, vladar vsega, ki je bil, ki je in ki pride. In kadar so ta živa bitja izrekla slavo, čas in zahvalo njemu, ki sedi na prestolu in živi na veko veke, je 24 starešin popadalo pred sedečim na prestolu in molilo njega, ki živi na veke vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo: vreden si naš Gospod in Bog, da prejme slavo, čas in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji voli so bivale in bile ustvarjene. No in gledajte, ta živa bitja so okrog Božjega prestola. 4 bitja. Veste, da številka 4 je simbol za našo zemljo. Poznamo na primer 4 strani neba, poznamo na primer 4 letne dobe in tako naprej. In ta bitja naj bi bili angeli. Če primerjamo potem to z Ezekielom 1. poglavje in z Izaijem 6. poglavje. Ker tudi po Bibliji imamo 4 vrste rangov angelov. Serafine, kerubine, arhangele in pa angele. In serafini ali serafi in kerubi so angeli ob Božjem prestolu, vemo, ja? Pravi, da imajo veliko očes. Vse te oči predstavljajo neskončno Božjo modrost, vsevidnost. Oči predstavljajo modrost. Zato je sova simbol modrosti. Ne zaradi ušes, ne zaradi perja, ne zaradi glave, zaradi oči. Oči. Simbol modrosti sova. Ste že videli sovo, ne? Celo če po noči se oglaša lepo, skovika. In te oči vidijo naprej,
vidijo nazaj, vidijo ob strani, noter. In se spomnite, David tam v 139. psalmu pravi, kam bi se naj skril pred tvojim pogledom, pred tabo, pred tvojimi očmi? Kam? Povsod me vidiš, povsod istočasno. Mi kaj takega nismo sposobni. In zato pravi Hebrejcem 4:13, in stvari ni skrite pred njim nobene, ampak vse je golo in razodeto njegovim očem. In veliko očes imajo 6 kril. In v Izaiji v 6. poglavju, v 2. vrstici beremo, serafi so mu stali od zgoraj, vsak je imel 6 perute, z 2 si je pokrival obličje in z 2 si je pokrival noge in z 2 je letal. Pokrivati obličje. To pomeni, Boga ne moreš videti iz obličja v obličje zaradi njegove svetosti. To je zelo pomembno. Tudi Mojzes, se spomnite, je prav, ne morem pogledati Boga v obličje. Pokrivati si noge s perutmi pomeni veliko ponižnost. Letati pomeni akcijo. Bral sem o en primer, da je kralj bil na sprehodu in je srečal pastirčka, enega pa pravi, pastirček, ti veruješ Boga? Verujem Boga. Pa si ga že videl Boga? Ne. Je kako lahko veruješ? Pravi, kralj, poglejte sonce. Ne morem. Sonce ne more, da vidite Boga, pa videli, pravi. Ne gre. Ne? In je mali ljubega kralja na ta način peljal v kozji rog, bi pravili po naše. Torej, že sonce ne more videti, kaj potem šele Boga in njegove svetosti. In drugače se pa ta bitja razlikuje. Vsa so torej imela 6 perute, ne? Vsa so imela številne oči, ampak se pa razlikujejo. Prvo je bilo podobno levu bitje. Lev je kralj živali, ne? Torej kot lev. In ta bitja odslikujejo 4-vrstno Jezusovo službo. Matej, na primer, ga opisuje kot kralja. In ko mine obdobje milosti, pride Jezus kot lev iz Judovega plemena drugič. Ker v Rozeti 5 beremo, ne jokaj, glej, zmagal je lev, ki je iz Judovega plemena. In Matej ga opisuje Jezusa kot leva. Zato, če gledate tudi včasih sliko Matejevega evangelija, je tudi v ikonografiji označen kot lev. Matejev evangelij simbolizira lev. Drugo bitje je kot tele. Teleta, goveda, so dejansko v stari zavezi dajali za žrtve, daritve. Torej, to je simbol služenja brez godrnjanja. Kaj v našem piše tam prevodu? Druga. Podobno juncu. Ja, tu so tudi različni prevode. Ne? Junec, vol, torej gre za govedo, skratka, izraz goveda. No in če pa gremo v Markov evangelij, pa vidimo, da Marko piše Rimljanom bolj. Matej piše Židom evangelij, Marko piše Rimljanom. Zato tudi vidite, da se izogiba Matej besede Božje kraljestvo. Uporablja izraz nebeško kraljestvo, na primer. Medtem, ko se ostali evangelisti, ki so napisali in namenili svoja pisma antičnemu svetu, pa govorijo o Bogu, ker Bog, božanstvo nekaj velikega, torej Božji sin, Božje kraljestvo. Medtem, ko bo Matej vedno govoril nebeško kraljestvo. In seveda njih
Rimljane je zanimalo služenje kot tako. Ker če se ozremo nazaj v Matejevo evangelije, vidimo tam v začetku, da Matej našteva Jezus rodovnik in dokazuje, da je on iz Davidovega plemena, torej iz tega kraljevskega plemena. Medtem ko pa tukaj to Marko, ko piše Rimljanom in njih pa zanima služenje, zato ima Marko zelo veliko čudežev. Zelo veliko čudežev ima v svojem evangeliju. Nima rodovnika, ker rodovnik dejansko za tistim, ki služi hlapcem, ni potreben. Rodovnik rabijo tisti višji sloje, da znajo odkot, kje so, kako bodo kaj herbali in take stvari, ne, se povezali. Zdaj pogledajte, kateri hlapec pa rodovnik imel, pa ima. Noben hlapec nima rodovnika. Medtem kralje pogledajte, pa vse te imajo rodovnike, zbožane pogledajte, imajo rodovnike, pogledajte tiste kralje tam gor v Skandinaviji, vsi imajo svoje rodovnike, ne? Ker tu vlečejo svojo rodovino. In seveda ta lik tega junca v tem prevodu, ali pa tudi teleta lahko v drugem prevodu, predstavlja Kristusovo delo in njegovo trpljenje. Torej prvi kot kralja, drugo bitje kot trpljenje. In tretje bitje je bilo podobno človeku. To je Lukov evangelij, ki ima človeka kot ikono. In Luka je pisal Grkom in za Grke, veste, je bil pomemben človek. Antropos, človek. In oni so veliko dali na človeka kot takega, bodi si v telesu, bodi si v duhu. Zdrav duh v zdravem telesu je bilo njihovo geslo, ne? So ukvarjali športom, z modrostjo, torej so veliko polagali na človeka. In zato tudi Luka govori o Jezusu kot sinu človekovem, če ste opazili. Sin človekov, ne Božji sin, sin človekov. Sin človekov. In ker ne govori o kralju, ampak o človeku, ima rodovnik od Adama pa do Jezusa prikazan, Luka. Od Adama pa do Jezusa. Medtem ko, če ste pozorni, pa boste videli, da naprimer ima Matej od Abrahama do Davida rodovnik. To je razlika. Dva rodovnika, ne? Eden je po Jožefove linije, en pa po Marijine linije rodovnik. Zato je Jezus bil prvi Adam in drugi Adam. Ne? No, četrto bitje je pa kot orel. Orel, ne? Tako, tudi ta prevod, orel. Orel je ta, ki leta. Orel je pa kralj ptičev in predstavlja hitrost. In dejansko je pa Janezov evangelij, kot četrti evangelij, opisuje božanstvo Jezusa Kristusa. Janez opisuje božanstvo Jezusa Kristusa. Zato se razlikuje od ostalih evangelijev. Ostali so tako imenovane sinoptične evangelije, trije, Janezov evangelij je duhovni evangelij. Ker Janez edini govori naprimer o Nikodemu, ki se sreča z Jezusom. Noben drugi ne. Janez edini govori o Samarijanki. Noben drugi ne. Janez edini opisuje veliko duhovniško molitev Jezusovo. Noben drugi ne. In še bi lahko naštevali. Janez edini opisuje, kako je Jezus ga trikrat vprašal, me ljubiš? In tako naprej. Janezov evangelij je čisto nekaj posebnega, kot pa ostali trije. Ostali so kot življenjepisi, od A do Ž, bi rekel, od rojstva do smrti, medtem ko Janezov je pa da ene duhovne globine. In če smo rekli, da Matej začne z kom, rodovnik? Tako. Marko začne z Adamom, Janez pa začne še pred Adamom. V začetku je bila beseda. In beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Torej, ne začne z Adamom, še pred Adamom. Gre z Jezusom Kristusom, začne ta rodovnik. Torej, hoče dokazati, Janez, Kristus je večni Bog.
In ta bitja, vemo, varujejo svetost. Torej, Izraelci so po puščavi šli pod 4 zastavami. Juda, Efraim, Ruben pa Dan. Juda je bil lev, zato iz Judovega plemena Jezus, lev. Efraim je bil junec ali tele. Ruben je bil človek in Dan je bil orel. To so potem tudi strani neba, 4 strani neba, ampak o tem ne bomo zdaj govorili, ker se nam potem zavleče. In ti liki so bili senca nebeške svetinje, bi pravili, svetosti in simboli Božje zaščite. In ta bitja prenašajo Božje ukaze. Kot so evangelisti prenašali sporočilo Jezusa Kristusa, tako tudi ta bitja zdaj v tej podobi simbolike prenašajo ukaze. Večno slavijo Boga. Svet, 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 to so angeli, Razodeti 4.8 smo brali, in tako tudi angeli v Izaiji 6. poglavju v prvi vrsti beremo, so slavili Boga, svet, svet, svet. Ja? In seveda tudi cerkev slavi Boga. Ker angelom se bo v slavljenju pridružila tudi cerkev. In sneli bomo krone, pravi. Sneli bomo krone. Ko se pokloniš, ko častiš, snameš krono. To so pa krone, ki jih bomo dobili ob srečanju z njim. Ker včasih govori Sveto pismo o sodbi, vernim. To ni ta sodba v pravem smislu, ampak to je nagrajevanje. Za vse, kar si za Gospoda delal, ti bo Bog, ti bo Jezus poplačal ob srečanju z njim. In s tem plačilom potem boš ti šel na svadbo, ženitovanje jagnjetovo. In zato tudi vidite primere. Mi moramo poznati 2 stvari. Prva stvar je zveličanje odrešenje, druga stvar pa delo za Gospoda. Nekateri to pomešajo. In mi zdaj, če bodo delali za Gospoda, služili Gospodu, da bodo zveličeni odrešeni. Ni res. To sta 2 pojma. Torej, človek se mora najprej odrešiti, zveličati. In zdaj so to različna obdobja. Lahko si v mladosti spoznaš Gospoda, v srednjih letih, v starosti. Statistika kaže, da se največ ljudi odloči za Kristusa spreobrne v mladih letih. Tja do 30. leta. Poznaješ vse manj. Kaj bi obratno mislili, ko ljudje se bližajo smrti, da se lovijo za rešilne bitke. Ne, mladi se odločijo. Statistika tako kaže. Nekje imam še procente zapisane, koliko procentov mladi se odloči v mladosti od 30. leta služiti Kristusu. Potem pa vedno bolj ta odstotek pada. In zato, gledajte, imamo lepo priliko v Svetem pismu, ko Jezus tam govori, da je človek najemal ljudi za delo. Ene je poklical zjutraj, opoldne, pa proti večeru, da so dogotovili delo in vse za isto ceno. Pa so se bunili, tisti, ki so cel dan delali, čakaj, ti so se malo tukaj začeli nekaj migati, pa so dobili toliko migati, cel dan se potili, pa na svojem strošku pa vse bili. Pa pravi, kaj sem se z vami pogodil? Za to ceno sem se pogodil, ne čas. Za ceno, za vrednost. In tisti od jutra delo dobi toliko, kot ti, ki si delo tak sem se pogodil. Druga stvar je pa, druga prilika, ko pa pravi, ne, da jim je dal talente. Enemu je dal 5, 3, 2, torej te primere znate, v talente glavne. In zdaj, kako si s temi talenti delal? In na podlagi tega si potem dobil ti plačilo. Enkrat večje plačilo. In zato pa, ko bomo, torej, ko ti nekaj delaš za Gospoda v cerkvi, bilo kakršno koli delo, vse to beleži in potem na koncu, ko pride Jezus po cerkev, pravi Sveto pismo, boš za to dobil plačilo. Kar si zanj delal, to ostane, to ne usahne, zato boš dobil ti plačilo, boš dobil krono.
Zato se ne smeš čuditi, če ti že od mladega boš živel, delal za Gospoda, boš nosil lepo krono. Zdaj tisti, ki je tik pred smrtjo, se potegnil skozi, ta ne bo nič dobo. On je razbojnik na križu, je bil zveličan zadnjo minuto, ampak on ne bo krone imel, ker ni nič naredil. On toliko, da se je rešil, zveličal. Zato tudi Sveto pismo pravi, neka določena dela bodo zgorela. Tista, ki bodo že slavo prejela tu, bodo tu plačana, obrestovana, bodo toliko manj vredna v nebeškem kraljestvu. Torej, mi dobimo plačilo na podlagi naših del, kar smo za Gospoda delali. In kar smo investirali v nebeško kraljestvo. Sem vam že zadnjič enkrat pravil tisti primer, da je en imel sanje, da je prišel v nebesa, pa tam gleda palače, palača Šperdžana, palača Moodyja, palača Price, in tako naprej. Pravi, pa jaz tudi kaj imam, imaš, seveda imaš, če si prišel gor, imaš sigurno, če si gor, in tako greš po tistem mestu, pa vedno imaš z te palače, vse pa z imeni. In potem prijete do ene take barake, bolj drvarnice, lesene zbite, pa to njegovo ime. Pravi, to je moje, ja, to je tvoje. Pravi, ta se ne pravi, pa samo to. Ja, kak samo to? Oni takšne palače, ja, kar si poslal gor, to smo delali. Kar si poslal gor, to smo delali, in zdaj, ko ima ti se lej za barako so, je poslal gor. In pravi, in ko smo v sanja govorili, to ga tak prestrašno se prebudo, in pravi, potem sem pa začel tak pošiljati gor, ka ne veste, tista zadnja baraka moja je bila, Vidite, kar si poslal, s tem smo delali, To je zelo pomembno, Zdaj se tega ne zavedamo, ko se pa bomo zavedali, pa bo prepozno spet, In zato nas podbuja Gospod, delaj s temi talenti, ki jih imaš. Ne zakoplji talenta, ampak delaj. In te krone bodo nepropadljive, neuničljive. Ker pravi takole, vsak pa, ki se tam bori, se zdržuje vsega. Oni se veda, da dobijo strohljiv venec, mi pa ne strohljivega. Pravi tam v Korinčanom, Pavel v 9. poglavju. Krono dobijo tiste, ki so obvladali želje in strasti telesa in sveta. Pa jo pravi, taren svoje telo, med drugim. To je krona veselja. Dobijo jo tisti, ki so kako dušo pripeljali Gospodu, ker je že radost v nebesih, če ena duša pride Gospodu, pravi Sveto pismo. Pravi Pavel tam Tesaloničanom, kdo je naše upanje ali veselje, ali slave venec, ali ne tudi vi pred Gospodom našim Jezusom Kristom v prihodu njegovem. Torej, slave venec je tisti tudi, katerega ti pripelješ Gospodu. Ne v cerkev, Gospodu. To je pomembno. Boš potem spet dobil to krono veselja. In ena prekmurska pesem pravi, praznik rok, jaz moram priti, sram pred njim me stati bo, ene duše nejsem znov dobiti. Se spomnite si stare pesme, To je ta prava pesem tudi, ko pravi, me sram bo, ker nisem nič priposestvoval. Potem je krona pravičnosti. Torej, prva krona, prej spet kron imamo. Prva je krona nepropadljivosti, neminljivosti, nestrohljivosti, bi rekli, krona veselja, zdaj je krona pravičnosti. Krono pravičnosti pa dobijo tisti, ki z veseljem pričujejo drugim o Gospodu in njegovem prihodu. Pavel pravi, že mi je pripravljen pravičnosti venec ali krona, a ne samo meni, ampak tudi vsem, ki so ljubili njegov prihod. In če prihod ljubiš njegov, potem tudi o njem govoriš, pričuješ. Krona življenja je 4. krona. Dobijo jo tisti, ki so dali svoje življenje za Kristusa. Mučeniki bi pravili, preganjanje, ki so zanj pripravljeni na vse. Pravi Jakob 1.12, blagor možu, ki pretrpi izkušnjavo, ker ko bo preizkušan, prejme venec življenja, ki ga je Gospod obljubil tem, ki ga ljubijo. Torej preganjanim, mučenim, venec krona življenja. Ali pa Rozdetje 2.10, nič se ne boj tega, kar ti bude trpeti. Bodi zvest do smrti in dam ti venec krono življenja. In krona slave je 5. krona.
Dobijo pa jo pastirji Božjega ljudstva. Pravi tak, 1. Peter 5:4, pasite čredo Božjo in ko se prikaže višji pastir, prejmete neminljivi venec, krono slave. Torej 5 kron. 1 do 4 imele ženske, ki niso pastorje. Ja? Prva krona netrohljivosti, druga veselja, radosti, tretja pravičnosti, četrta življenja, peta slave. Torej, to nepropadljivo, netrohljivo dobijo vsi, ki so živeli eno čisto, pobožno, moralno življenje. Ja? Ki bodo imeli bela oblačila. Krono veselja dobijo tisti, ki so kakšne duše pripeljali Gospodu. Krono pravičnosti dobijo tisti, ki pričujejo za Gospoda in njegov prihod. In krono življenja dobijo tisti, ki so trpeli preganjanje, mučeniško smrt in tako naprej. Krono slave pa dobijo tisti, ki so pastirji Božjega ljudstva, kakor Peter tam pravi. In spoznali bomo, da so vse te nagrade iz milosti, še vedno iz milosti, ker naše odrešenje, naše zveličanje nikoli ne moremo plačati, ostajamo vedno dolžniki, ampak te nagrade so nagrade ponovno iz milosti. In torej cerkev slavi Boga kot svojega stvarnika. In čudovita je ta Božja slava, ki jo vidimo po Kristusu in ki jo bomo uživali, ko pridemo v nebeško kraljestvo.